času prvomajskih praznikov je bil na Koprskem pravi prometni kolaps. Že res, da se število tranzitnih turistov veča, vendar je dejstvo, da so za nevzdržne prometne razmere krive tako neustrezna cestna infrastruktura kot leta zamajujoči projekti. Dejstvo je, da narašča promet, narašča število prebivalcev, obiskovalcev in tovornih vozil. Skratka, vsega je več, cestna infrastruktura pa ostaja enaka. Res, da projekti tečejo, ampak prepočasi. In prav zaradi tega je župan pisal predsedniku vlade. Kot pravi, z namenom pospeševanja urejanja razmer. Projekti tečejo naprej, kar se tiče vpadnic, kar se tiče širitve Bertoške vpadnice, Šmarske ceste. Je pa res, da teče vse prepočasi, zato da bi lahko rekli, ja, zdaj pa se res začenja izvajati. Zato je tudi to pismo bilo poslano ne kot nezaupnica, ampak predvsem kot katalizator, torej pospeševalec vseh aktivnosti, zato da se resno to zapelje naprej še. Mislim, res v doglednem času, da bomo leta 2024 recimo res začeli graditi širitev oziroma širiti Šmarsko cesto konkretno. V javnem pismu, poslanem premierju, je župan predlagal sklop ukrepov, ki bi jih bilo potrebno izvesti zato, da bi se v prihodnje lahko ognili podobnim prometnim razmeram. Poleg okrepljene policijske prisotnosti v času turistične sezone. Ena od točk, ki mislim, da je zelo hitro rešljiva, je to, da se zagotovi tukaj več kadrov, ki bi pomagali smerjati promet. Pa tudi na kopališčih v bistvu zagotavljati primerno stopnjo varnosti. Jaz mislim, da tega ni nikoli preveč, zato je prav, da pride nekaj več teh kadrov tudi naše kraje med sezono. In ukinitve vinjetnega sistema od mejnega prehoda Škofje do Markovškega predora do konca turistične sezone. Zakonodaja določa, v kakšnih primerih se lahko usmeri iz lokalnih cest na hitro cesto in na razvinjeti. Jaz mislim, da imamo dovolj dobro osnovo za to, da bi se med sezono poletno lahko tudi ta celoten odsek razvinjetili oziroma da ne bi bilo podvrženo vinjetnemu sistemu. Za stalno razvinjetenje pa mislim, da bo ta debata še precej dolga in tudi argumentov bo treba še več zbrati oziroma predvsem zakonske podlage za to. Je prav širitev Šmarske ceste in dokončanje državnega prostorskega načrta za izgradnjo hitre ceste proti Hrvaški prioritetni ukrep za razbremenitev prometa v prihodnje. A kaj, ko se prav na tej točki mnenja krešejo? V civilni iniciativi Šalara, Škocjan, Triban in Bošamarin pravijo, da je sicer nujna širitev Šmarske ceste, a hkrati pričakujejo, da se bo po koncu izgradnje izdelala prometna študija, s katero bi se potrdila ali povrgla potreba po hitri cesti. Sami so namreč prepričani, da ne bo več potrebna. To je tudi naše stališče in na to smo pristali, nimamo težav pri tem. Šmarska cesta je bila mišljena že v štartu kot začasna rešitev, dokler ne bo tranzitna cesta na Hrvaško urejena. S tem nimamo težav in naj tudi gre to pot. Ne želimo pa si, da kdorkoli zminira projekt tranzitne ceste, ker tranzitno cesto mi namreč potrebujemo. Do takrat, ko bo zgrajena, do takrat bomo imeli mi težave z vsemi turisti in teh je, oziroma ki gravitirajo na hrvaški del Istre in moramo to rešiti. Predtem pa se strinjam tudi jaz, da ko se vzpostavi širitev Šmarske ceste, da se takrat prešteje promet in potrdi ali pa zavrže, da je tranzitna cesta res potrebna. Ne? Civilna iniciativa smatra, da tranzitna cesta ne bo več potrebna. Jaz sem prepričan, da bo, ker problemov na Šmarjah nobena širitev pri Šalari ne bo rešila. Ne? So se pa na pisanje župana že odzvali pri resornih ministrstvih in je na to temo včeraj potekal sestanek pri županu.